Pozdravljeni, moje ime je Gregor, star sem 28 let in prihajam iz najstarejšega mesta v Sloveniji. Že nekaj let imam željo delati na radiju, ampak tukaj so ene ovire, ker rabiš veze, samozavest, izkušnje in tako dalje. In najboljši način izražanja trenutno in tudi najbolj komot način izražanja mi je ravno preko YouTuba. Kajti tam na radiju ti dajo tisti mikrofon pred tvojo glavo in potem ti moraš govoriti van in biti smešen in to še meni zdaj nekako ne gre. Najrajši se pa izrazim tako preko videa in pač povem tudi o enih svojih izkušnjah v vsakdanjem življenju, kar boste lahko tudi videli na mojem kanalu. Ampak v prvem videu sem pa želel izpostaviti, kakšna je moja ambicija trenutno in delo na radiju je ena izmed teh. Zdaj moje izkušnje v preteklosti s temi nekaj audicijami, katere sem imel, je v bistvu bilo tako, da je bila klasika prebrati novičke, potem vreme, promet, pa potem mogoče kako glas in pa seveda potem povezovanje programa. In ravno v tem delu, koliko sem že mogoče spravil novičke skozi pa vse ostalo, ker pač moraš biti malo bolj resen, ravno v tem delu, kjer bi naj povezoval program, tu še mi malo manjka, kajti dostikrat sem slišal, da naj povem kaj smešnega, ampak problem je nekako tak, ko te že nekdo ocenjuje in nadzoruje in te snema in imaš tisti mikrofon pred sabo, je tako težko biti nekako smešen, ker tako se študiraš, tako da se ti bi v glavi ne vem kaj odprlo in tako en dolg seznam pade pred tabo dol, in zdaj pa pač, kaj je tu smešno, to je smešno, to je meni smešno, to se mi je zgodilo. In potem to začneš premljevati in potem jaz osebno začnem preveč študirati o teh stvareh in potem nekako žal ne spravim nekaj smešnega iz sebe. In ravno to se povezuje tudi po mojem z izkušnjami, ki še pa jih pač žal nimam. Ampak ne glede na vse to, moja želja ostaja enaka in najboljša platforma je ravno YouTube, ker tako kot sem omenil, je najbolj komod, tu sem med štirimi stenami doma, nihče me ne sliši in vidite me pa samo v bistvu tisti, ki boste naleteli ali pogledali moje videe. Pa da se vrnem nazaj k temi. Torej, te audicije so zame kar en stres, ker nekako vem, kaj pričakovati, ampak vseeno me zmanjka, ampak nisem pa nekako razočaran, ker pač treba večkrat probati, da enkrat nekam prideš. Če želite spremljati mene v mojem vsakdanjem življenju, z mano razglabljati o vsakdanjih tematikah, ste več kot dobrodošli na moj kanal. Tudi lahko kaj podiskutiramo, samo zapišite dol komentar v tem prostoru za komentarje. In kot bi v angleščini rekli, stay tuned. Lepo se imejte, pa lep dan vam tudi želim. Čau, do naslednjič.